Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala, da ste si vzeli čas, da pogledate, kaj smo pripravili o tem, kako se izogniti okužbi in bolezni COVID-19 in seveda tudi nekaj več informacij o tem, kako se zaščitimo proti tej bolezni. V tem prvem videu bomo se pogovarjali o povzročitelju, o tem, kako se širi okužba z novim koronavirusom in pa o tem, kako preprečujemo oziroma zmanjšujemo tveganje za okužbo. Zdaj, kar se tiče povzročitelja, je treba povedati, da koronavirusi niso nekaj novega, poznamo jih že desetletja dolgo, veliko jih je, ampak tisti, ki so pomembni za ljudi in se širijo med ljudmi ter povzročajo bolezni pri njih, so 4 take vrste, ki povzročajo zelo blaga obolenja. Poznamo to običajno kot kakšen prehlad. 3 virusi so pa že poznani, ki povzročajo pa hude zdravstvene težave. Prvi je bil odkrit leta 2003, takrat se je pojavil v jugovzhodni Aziji, pa tudi v Kanadi. Značilno za ta virus, ki je povzročil bolezen SARS, je ta, da je bila umrljivost tistih, ki so zboleli, zelo visoka. Kar 10% tistih, ki so zboleli, je umrlo. Se pa ta virus potem nekako sam zamejil in danes se ne pojavlja več. Drugi virus, ki se je pojavil leta 2012, prišlo je do prenosa preko kamel, se je pojavil na Bližnjem vzhodu. Tudi tu gre za resno bolezen, vendar se ta virus v druge predele sveta ne širi. No in kot je seveda že poznano, trenutno se srečujemo s pandemijo virusa SARS-CoV-2, se pravi, če smo imeli leta 2003 1, je sedaj 2, ki je bil odkrit konec leta 2019 na Kitajskem, takrat pa seveda se je tam razširil po celem svetu in v Sloveniji se je pojavil prvič, oziroma smo ga prvič odkrili v marcu 2020. Gre za povsem novo bolezen, ki jo povzroča ta virus, in nekaj značilnosti, ki je prav, da jih ponovimo skupaj. Najprej okrog časa, ki je potreben, da se od okužbe pojavijo prvi bolezenski znaki. To je običajno tam med 5 in 6 dni. Pri starejših osebah je mogoče tu še kakšen dan, 2 več lahko, pri tistih mlajših pa tudi kakšen dan manj. Se pravi, povprečno rečemo, da je tam okrog 5 do 6 dni. Zdaj, osebe, ki so okužene, izločajo virus še prej, predno se pojavijo prvi bolezenski znaki. Tam približno 2 dni pred boleznijo računamo, da je virus že prisoten pri tej osebi in ga že izloča. Pa tudi kasneje, potem, ko izzvenevajo bolezenski znaki, virus še nekaj časa ostane. Skupaj je približno 10 dni potrebno počakati od takrat, ko so se prve bolezenske spremembe pojavile, do takrat, ko lahko rečemo, da bolnik ne ogroža več okolice. Zelo pomembno pri tem je biti pozoren na temperaturo. Če bi temperatura tudi po 10 dneh še trajala, potem je na vsak način potrebno počakati, da temperatura mine in šele potem, ko mine, potem počakamo približno 2 dni in po tem času smo lahko prepričani, da ne bomo povzročili škode in ne bomo drugih okužili. Sam potek bolezni je tudi verjetno že precej poznan, se zdaj že 1,5 leta o tem govorimo, pa vseeno. Treba povedati, da je kar nekaj takih ljudi, ki zbolijo, brez da bi imeli oziroma se okužijo, nima nobenih zdravstvenih težav. Ne zaznajo sami, da so okuženi in seveda v tem času lahko širijo povzročitelja v okolje in na ta način tudi predstavljajo vir okužbe za druge osebe, ki so še občutljive. Pri približno 15 do 20% oseb
poteka bolezen bolj izrazito in jih prepoznamo. Okrog 5% je tistih bolnikov, ki zbolijo tako težko, da jih je potrebno zdraviti v bolnišnici. In med temi je potem nekaj takih tudi, ki terjajo res zelo intenzivno zdravljenje, kajti bolezen poteka zelo težko. In če gledamo skupno, zdaj bolezen povzroča kar precej smrti, približno za vse starosti, če pogledamo ljudi, je to 1%, vendar pa tiste osebe, ki pa so starejše od 80 let, imajo pa težak potek bolezni in v teh primerih je lahko smrtnost tudi 30%. Se pravi, da 30% od 30% ljudi, ki jim tako težko bolezen poteka, potem tudi umre. Zelo pomembno je poudariti to, da so določeni kronični bolniki, ki imajo pogosteje težek potek bolezni, to so predvsem tisti, ki imajo srčne bolezni, pljučne bolezni, sladkorni bolniki, taki, ki imajo težave z ledvicami, bolniki z rakom, pa bolniki oziroma osebe s preveliko telesno maso. Za vse pa velja, da so starejši še toliko bolj ogroženi. Se pravi, če imajo starejši te kronične bolezni, in to je zelo pogosto, v takem primeru so potem še bolj ogroženi in je še večja možnost, da težko poteka njihova bolezen. Simptomi in znaki te bolezni so res izjemno raznoliki. Zdaj lahko rečemo, da vročina oziroma mrzlica res se pojavi praktično pri vseh, medtem ko kašelj, ki je tudi zelo pogost, pa se pojavi približno pri 8 bolnikih od 10. Pogosta je tudi zasoplost oziroma težave z dihanjem, občutek utrujenosti, bolečine po vsem telesu, glavobol. V preteklosti, ko so bile drugi tipi virusa, je bil tudi zelo pogosto izguba okusa ali vonja, zdaj pri novi različici delta je to nekoliko manj pogosto. Vneto grlo, zamašitev izcedek iz nosu in tako naprej. Skratka, vsi ti znaki, ki smo jih tudi sicer navajeni pri virusnih boleznih, ki se pojavljajo običajno v zimskem času oziroma v teh hladnejših delih leta. Opozoriti je potrebno tudi na pozne posledice. Namreč potem, ko oseba se pozdravi, ko je že tako rekoč vse v redu, ni več kužna in podobno, se pa lahko zdravstvene težave še nadaljujejo. Predvsem so to take jih je težko objektivno izmeriti, gre za utrujenost, slabo nespečnost, včasih tudi kakšne okvare pljuč. Velikokrat ti bolniki poročajo o tem, da imajo zelo hude težave s koncentracijo. Tako da te težave potem po nekaj mesecih tudi minejo, upajmo, da bo to tako tudi v bodoče. Zdaj, predno grem na preprečevanje bolezni, bi pa vseeno par besed povedal o tem, kateri so tisti pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, zato da se okužba sploh lahko širi. In ta veriga, kot ji mi rečemo, epidemiološka veriga, je značilna za vse nalezljive bolezni, torej ne samo za COVID, ampak mi bomo pač tukaj na primeru COVID-a te stvari si pogledali. Zdaj, prvo, kar moramo imeti, mora biti pač neki vir okužbe. Dokler ni bilo bolnikov, dokler ni bilo okuženih, virusa ni bilo. Takrat, v tistem trenutku, ko so se pojavili prvi bolniki, so se pojavili tudi tako imenovani vir okužbe, od katerega se potem povzročitelj lahko širi na druge osebe. In to imenujemo pa pot prenosa. Zdaj, ko sem že omenjal vir okužbe, torej človek, okužena oseba, je lahko vir
virusa še preden ima zdravstvene težave in potem ves čas, ko zdravstvene težave potekajo. Vir okužbe so lahko tudi tiste osebe, ki same ne zbolijo, vendar je pa količina virusa, ki ga sproščajo v okolje, manjša in zaradi tega je tudi manj možnosti, da bi okužili druge. Torej, po kakšni poti potem od tega človeka, ki je zbolel, ki ima virus in ga izloča v okolje, pride to do drugih oseb, ki so občutljive. Prvo, kar je potrebno izpostaviti, je ta kapljični prenos preko aerosola in pa seveda tudi kontaktno. Zdaj, zakaj govorimo o kapljičnem prenosu? Virus biva v žrelu, v grlu in ob tem, ko mi se pogovarjamo, kihamo, kašljamo, pojemo, prihajajo v okolje izjemno drobne, mikroskopsko drobne kapljice, ki nosijo s seboj ta virus. In seveda osebe, ki so skupaj z nami, sploh če so blizu nas, če stojijo blizu nas, bodo ta zrak, v katerih so te drobne kapljice, vdihavali in na ta način pride virus v njihovo telo in lahko sproži potem širjenje okužbe. Zdaj, kje so vstopna vrata, kje vstopajo ti virusi v telo? Sluznice, predvsem seveda ustna, nosna sluznica, lahko pa tudi sluznica oči. To so tista mesta, kjer najbolj pogosto virus vstopa. In kot rečeno, koliko je zdaj tega virusa vstopilo in kolikšna je njegova agresivnost, je tisto, kar določa potem, ali bo prišlo do bolezni ali ne. Če je količina virusov, ki vstopijo preko sluznic v naše telo, majhna, potem je malo verjetno, da bo prišlo do obolenja. Ravno tako je malo verjetno, če je agresivnost tega povzročitelja majhna. Kot smo slišali in kot je poznano, je različica delta take vrste različica, ki se zelo uspešno širi in uspešno napada občutljive. Tako da v tem primeru je količina virusov, ki so potrebni za to, manjša in kljub temu pride do širjenja okužbe na občutljive osebe. Torej, zelo pomembno, in to je tudi mogoče že zdaj omenim, zelo pomembno recimo, ko govorimo o prezračevanju. Če smo skupaj v prostoru z osebo, ki je pač okužena in izloča virus v okolje, potem nam bo veliko pomagalo, če bomo prostore redno prezračevali, ker na ta način zmanjšujemo količino virusa v prostoru. Mi seveda tega ne vidimo, ampak je pa dejstvo, da sveži zrak iz zunanjega okolja zmanjšuje količino virusa v tem zraku, v tem prostoru in na ta način zmanjšujemo možnost širjenja okužbe in če bo že prišlo do okužbe, bo količina virusa, ki bo prišla v osebe, ki so v tem prostoru, manjša in s tem je tudi možnost, da bo bolezen blažje potekala tudi toliko večja. In seveda naslednja stvar, ki je pomembna za to, da se bolezen sploh širi ali ne, je pa občutljivost. Če virus naleti na osebo, ki ni občutljiva za virus, torej če je cepljena, potem se seveda ne more širiti. Njegova pot se tej osebi konča. Če pa oseba ni odporna, če ima mogoče celo zmanjšano odpornost zaradi kakšnih zdravil, ki jih jemlje, ali pa zaradi naravnih lastnosti v takem primeru, bo pa lahko tudi manjša količina tega virusa povzročila težjo bolezen. Torej, ta krog mora biti na nek način sklenjen, če ga v katerem koli delu prekinemo, potem se bolezen ne bo širila. Lahko ga prekinemo na poti od vira okužbe do pač novih občutljivih oseb, lahko ga prekinemo na ta način, da osebe pazijo, da ne vnašajo tega virusa v telo, recimo preko dotikanja sluznic, preko rednega umivanja rok.
Z prezračevanjem jasno zmanjšujemo možnost širjenja v prostoru in najbolj učinkovito in najbolj uspešno zagotavljamo in preprečujemo nadaljnje širjenje virusa s cepljenjem. Zdaj, kot omenjeno, pot prenosa imamo dve. Ena je neposredna pot prenosa preko kapljic oziroma preko aerosola. Zdaj, kaj je aerosol? V bistvu gre samo za to, da so tiste kapljice, ki se širijo kot aerosol, še veliko manjše kot tiste, ki se širijo pač kapljično. Se pravi, gre za izjemno drobne kapljice, ki lebdijo potem v prostoru, tukaj ponazarjam z kadilcem, se pravi, tako kot tobačni dim, približno tako ostajajo tudi te kapljice v prostoru in seveda nosijo seboj virus. Ta virus potem, še enkrat povem in poudarim, vdihavajo osebe, ki so z nami v tem istem prostoru. Čim dlje so osebe oddaljene od tistega, ki izloča te kapljice in ki vsebuje virus, tem manjša možnost bo, da bodo vdihnile večjo količino teh kapljic, ki bi lahko potem pripeljala tudi do okužbe in seveda do bolezni. Druga skupina prenosov je pa posredna. V začetku smo menili, da je ta bolj pomembna ali pa da je zelo pomembna. Izkazalo se je, da ni tako pomembna, kljub vsemu je možno, namreč okužena oseba lahko z izločki ob kašljanju, kihanju, govorjenju in tako naprej prenese virus na različne površine in predmete, kjer virus lahko še nekaj dni preživi. In posameznik, občutljivi seveda, se lahko okuži na ta način, da se pač teh predmetov dotika in si potem ne umije rok, ko se z rokami dotika sluznic. Na ta način prenese lahko okužbo na samega sebi. Zelo pomembno zato je, da če je le priložnost, roke umijemo in če ni druge možnosti, poskušamo poiskati mesto, kjer si roke lahko razkužimo. Razkuževanje je zelo uspešno, uničuje viruse in na ta način zavarujemo sebe. Zdaj, dve skupini ukrepov je takih, ki jih uporabljamo za to, da bi to verigo epidemiološko, ki sem jo prej pokazal, uspešno prekinili na večjih mestih. Prvo je že to, da poskušamo čim bolj pogosto umivati roke, zlasti takrat, kadar imamo stik s kakšnimi predmeti, ki bi lahko bili okuženi, z denarjem in podobno. Zelo pomembno razkuževanje rok. Ravno tako higiena kašlja, kihanja, smrkanja, kot rečeno, ta virus je prisoten v grlu, v žrelu in takrat, ko mi kašljamo, kihamo, spustimo res ogromne količine teh drobnih kapljic, ki nosijo s seboj virus. Torej je zelo pomembno, da skušamo preprečiti in lepo zakašljamo v rokav, če ni drugega, in na ta način preprečimo, da bi maso teh kapljic razširili v prostoru. Vedno pomislimo na to, da se iz stiku z rok z obrazom, sploh z očmi, z sluznicami ust izognemo. Torej, roke nimajo na obrazu kaj delati, dajmo jih skriti nekam v žepe, če ne gre drugače. Prezračevanje, ne vem, kako ga poudarim, kako pomembno je. S tem, ko mi zamenjamo zrak v prostoru, ko spustimo zunanji zrak v notranji prostor, zelo zmanjšamo količino virusa. In na ta način seveda je možnost, da bo virus povzročil bolezen, najprej okužbo in potem bolezen pri osebah, ki so občutljive, bistveno zmanjšana. Tako da zračenje kadarkoli je le mogoče, sploh v tistih prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi. Tam je zračenje izjemno pomembno, ga je potrebno redno na 1 uro izvajati in ni potrebno, da je to zelo dolgo traja. Pomembno je, da ustvarimo en zelo intenziven tok zraka s prepihom ali kaj podobnega. Maske, o teh je tudi veliko govora.
Te obrazne maske, ki jih običajno nosimo, te so v bistvu predvsem namenjene osebam, ki so morda okužene, sploh če imajo zdravstvene težave. Na ta način preprečijo tveganje oziroma zmanjšuje tveganje, da bi prenesli okužbo na druge osebe. Medtem ko maske, ki jih tudi v zdravstvu uporabljajo, te kirurške maske ali pa FFP2 maske in tem podobne, te pa so tako učinkovite tudi v preprečevanju okužbe tistih, ki to masko nosijo. Se pravi, če grejo v neko okolje, kjer so osebe okužene in je to okolje lahko okuženo, v takem primeru osebe, ki nosijo te maske, lahko preprečijo, da bi prišlo do okužbe. Varnostna razdalja, koliko mora biti dolga? 1 meter, 2 metra, 1,5 metra in tako naprej. Čim večja je, tem manjša možnost je, da bo prišlo do okužbe. Ni pa nobene garancije, to pa je potrebno povedati, da do okužbe ne bi prišlo. Če pa se spomnimo na tisti krog, pa vemo, da čim manjše je število virusov, ki jih sprejmemo v naše telo, tem manjša možnost je, da bi prišlo do bolezni. Torej, dajmo skušati to fizično razdaljo čim bolj zagotavljati in na ta način zmanjšamo tudi tveganje, da bi prišlo do okužbe. Seveda, če je le možno, potem lahko tudi z drugimi ukrepi to zmanjšamo. Recimo mehurčki, se pravi, skušamo imeti čim bolj stalne stike, prav ne hodimo od prijatelja do prijatelja, ampak skušamo za neko določeno obdobje število teh stikov omejiti na neke stalne osebe, s katerimi smo pogosteje v stiku, tako kot so recimo sodelavci, tako kot so družinski člani, recimo prijatelji in tako naprej. Tako da na ta način in seveda ob upoštevanju drugih ukrepov, ki so na voljo, recimo namestitev aplikacije Ostani zdrav, lahko bistveno zmanjšamo nevarnost okužbe in s tem seveda tudi bolezni. Če pa pogledamo zdaj še ukrepe, ki jih skupnost namenja temu, da bi se bolezen počasneje ali pa sploh ne širila, je pa tukaj seveda v prvi vrsti potrebno med temi splošnimi ukrepi omeniti testiranje. Čim bolj se testiramo, čim bolj večkrat opravimo te teste, tem večja možnost je, da bomo ugotovili, kdo so tiste osebe, ki so okužene, pa nimajo nobenih zdravstvenih težav in bodo pravočasno se vključile oziroma se izključile iz tega druženja, bojo šle v izolacijo in na ta način seveda preprečili nadaljnje širjenje. Za tiste osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo, tudi če so zdrave, če je bil ta stik dalj časa trajajoč, tako vsaj tam do enih 10-15 minut, tesen stik, visoko rizični stiki temu rečemo, za tiste osebe velja, da jih napotimo v karanteno, se pravi, v karanteno gredo zdrave osebe, ki so bile v stiku z osebo, ki je bila pozitivna in je zbolela kasneje ali pa tudi ne. Delo nadaljavo, če je le mogoče, ne na vsako silo. Delodajalci so zelo veliko ukrepali in veliko naredili tudi na samem delovnem mestu, zagotovili pogoje, da se osebje, zaposleni lahko uspešno branijo pred širjenjem, od prezračevanja do mest, kjer si roke lahko umivajo, razkužijo in tako naprej. Zelo veliko, sami veste, kaj je bilo vse narejeno v tem času, tako v gospodarstvu kot seveda v domovih za starejše, šolah, vrtci, športne trgovine, avtobusi, železniški promet in tako naprej. Vse povsod imamo to danes na voljo. Nikoli pa ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da so tisti, ki so najbolj občutljivi in ki bodo največ trpeli, če bodo zboleli, starejši in kronično bolni. Zato moramo zanje še posebej skrbeti.
Če imate še kakšne dodatne vprašanja, vas vabim, da si na spletni strani cepimose.si pogledate, tam so vse te, tudi to, kar sem jaz zdaj povedal, vse podrobno je napisano. Vzemite si čas, če imate vprašanje, pošljite vprašanje in bomo poskušali vam odgovoriti.